Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Bistrica je pretekli četrtek v Bistriškem gradu izvedlo okroglo mizo z naslovom Priprave teritorialne obrambe vzhodnoštajerske pokrajine na osamosvojitev v osamosvojitveno vojno. Gostje okrogle mize so bili Miran Fišer, upokojeni polkovnik Slovenske vojske, Srečko Štajnbacher, vodja mariborske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Magdalena Tovornik, bivša županja mestne občine Maribor. Miran Fišer je med drugim znova spomnil na pomembno vlogo, ki jo je v pripravah na osamosvajanje države odigral major Marjan Strehar, častni občan občine Slovenska Bistrica. Strehar je 1600 kosov orožja odpeljal. Mi v Ormožu pa smo 135 kosov orožja, pa je to veljalo za ista junaštva, daleč od tega. Marjan Strehar je bil zelo daleč pred nami. Tisti, ki veste, da je Marjan bil v službi na teritorialni obrambi kot pripadnik stalne sestave od 73. leta, svojo vrljivostjo, strokovnostjo se je kot načelnik občinskega štaba izredno uveljavil v širšem prostoru. Bil je velik domoljub in zaradi tega je on potem seveda to v manevrski strukturi uspel doseči, kar je lahko. Vzpostavil je tudi štab in enote ter zagotovil, da bodo obrambno delovale. Organiziral je izvzem tega orožja, vzpostavil široko mrežo tajnih skladišč na območju Pohorja in Slovenske Bistrice, spodbujal sodelovanje manevrske strukture z milico in oddelkom za obrambo. Bistveno je pripomogel k izvedbi nalog in vzpostavil zgled drugim štabom. V vojni za Slovenijo je bil poveljnik 79. območnega štaba v Slovenski Bistrici. Za svoj prispevek je dobil kar nekaj odlikovanj, pa vendarle bolj pomembno kot odlikovanja je bilo zaupanje, ki smo ga Marjanu Streharju okazali sodelavci in pripadniki njegovih enot. Magdalena Tovornik se je z veseljem odzvala vabilo na okroglo mizo. Z tem vabilom sem bila izjemno vesela zaradi tega, ker sem vedno vesela, kadar se kjerkoli v Sloveniji zgodi dogodek ali okrogla miza ali konferenca ali proslava ali karkoli, kar poskuša dodati informacije o tem, kar se je dogajalo v Sloveniji pred 32 leti. Zdi se mi, da o tem premalo govorimo, mogoče preveč raziskujemo drugo svetovno vojno, pa nekako pozabljamo, da bi bilo treba izkoristiti vse tiste, ki so aktivno sodelovali in ki imajo žive spomine.